problem te vlade je, da je vlada, ki izhaja iz javnega sektorja in je logično tudi javnemu sektorju naklonjena. In princip vlade je bil, da namesto, da bi odpravljali anomalije, ker vendarle v tem javnem sektorju obstajajo anomalije, ker so nekateri premalo plačani, drugi so preveč plačani, namesto, da bi te anomalije odpravljali, se je ta vladna koalicija odločila za povečevanje števila zaposlenih v javnem sektorju. In to seveda tudi državo več stane. In teh 8... Jaz sem vas zelo dolgo časa poslušal in dovolite, da tudi kaj nove sile povemo, ne samo stare. Sicer zelo nova sila mi ne zgledate, ampak pravico do besede pa imate. Dajte, jaz vas nisem prekinil in sem vas pozorno lepo poslušal. In dovolite, da tudi mi povemo svoje. In tukaj gre za konceptualno razliko, da vi ustrajate na tem, da se javni sektor povečuje, ampak s tem, ko ga povečujete, se terja večja masa plač. In da bi ta denar lahko koristneje uporabili tudi za to, da bi odpravili plačne anomalije v javnem sektorju in morda tistim, ki to potrebuje, tudi plače povečali. Tukaj je razlika med nami in vami.